Danes smo se zbrali tu pred vhodom v vojašnico Cerklje ob Krki o pomembnem dogodku. Poimenovanje vojašnice Cerklje ob Krki v vojašnico Jerneja Molana. Poimenovanje vojašnice po pripadniku, ki je žrtvoval svoje življenje za obrambo domovine, je za vsako vojašnico časten dogodek. Ob tej priložnosti prosim poveljnika vojašnice, podpolkovnika Janija Topolovca, da nam spregovori. Spoštovani državni sekretar Peter Stavanja, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir Dobran Božič, spoštovana gospa Olga Molan, spoštovani hčerki Jasmine Jerneja, spoštovani župan Brežice v občine Brežice gospod Ivan Molan, spoštovani gospod Mitja Teropšič, spoštovani predstavniki veteranskih organizacij, borčevskih združenj in častniških zvez, spoštovani pripadniki teritorialne obrambe, bivšega območnega štaba Brežice in interventne enote, spoštovani pripadniki poveljstva enot brigade zračne obrambe in letalstva, spoštovani predstavniki krajevne skupnosti, dame in gospodje. Prav lepo pozdravljeni na današnji slovesnosti o poimenovanju vojašnice Cerklje ob Krki v vojašnico Jerneja Molana. Zgodovina vojašnice sega v leto 1938, ko je kraljevina Jugoslavija na tem kraju izgradila travno letališče in namestila 6 izvidniških polk letalstva kraljevine Jugoslavije. Prelomne dogodke osamosvojitvene vojne junija 1991 je vojašnice letališče pričakala kot močna sila Jugoslovanske ljudske armade, saj sta bili na letališču 2 eskadrilji jurišnjega letalstva z Jastrebi in eskadrilja izvidnikov z Orli, okoli 1400 oficirjev, podoficirjev, vojakov in civilnih oseb, ter okoli od 150 do 200 pripadnikov niških specialnih enot. Pripadniki teritorialne obrambe so letališče obkolili, prekinili in blokirali dostavo hrane, vode ter elektrike. 27. junija 1991 pa z minometi napadli letališče. Mine so padali direktno z letno prestalno stezo. In ravno po tem napadu so vsi zrakoplovi tedanje JLA še isto noč zapustili ne samo letališče Cerklje ob Krki, ampak tudi Slovenijo. To dejanje je bilo za novo nastajajočo državo velikega pomena. V obdobju moratorija JLA za območje vojašnice odpeljala vsa tehnična sredstva, opremo, objekte pa razdejala. Spoštovani, poimenovanje vojašnice po Jerneju Molanu, ki je svoje življenje dal za obrambo domovine, je tako za Slovensko vojsko, kakor tudi za družino Molan zgodovinski trenutek. Nedvomno si Jernej s svojim junaškim dejanjem zaslužil ta zgodovinski spomin. Kot pripadnik teritorialne obrambe je brez strahu, predano in odgovorno izpolnjeval vojaške ukaze, ter se je v Rigoncah skupaj s svojo enoto podal v boj z močno agresorsko kolono. Pripadniki brigade zračne obrambe in letalstva, ki dojmujemo v tej vojašnici, smo ponosni, da naša vojašnica nosi ime Jerneja Molana. Tabla z imenom vojašnice in na njej napisano ime Jerneja Molana nas bo vedno spominjala na Jernejevo junaško dejanje. V spominski sobi vojašnice pa bomo dodelili poseben prostor. Dovolite mi, da se na koncu svojim imenu pripadnikov brigade zračne obrambe in letalstva še enkrat prav lepo zahvalim Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski za to plemenito dejanje. Hvala vam. Slovencem jaz ljubim očetnjavo, govorim za njeno čast in slavo. Pripadnik intervencijske enote Brežiškega območnega štaba, ki se je leta 1991 odzval klicu teritorialne obrambe in se brez razmisleka podal v bran svoji domovini. Jernej se je rodil mami Pepci in očetu Jerneju Molanu starejšemu 23. oktobra leta 1953 v brežiški bolnišnici. Januarja leta 1990 se je Jerneju in Olgi rodila druga hčerka Jerneja. V istem letu je bil poklican v teritorialno obrambo, ki mu je dala polno oborožitev in opremo v domačo hrambo. Ob zaostritvi razmer zaradi slovenske osamosvojitve junija 1991 je bil poklican
In kot pripadnik intervencijske enote Brežiške čete 27. junija poslan s svojo enoto na mejni prehod Rigonce. Tam je bil v spopadu z agresorjem tudi smrtno ranjen. Zaradi njegovega hrabrega dejanja je bil posmrtno odlikovan z najvišjim odlikovanjem, vojnim častnim znakom 1991. Fajn nam je, da se odločili letalskem priznanje dogodkom iz leta 1991 in vsem žrtvam, ki so padli za Slovenijo. Da na ta način mogoče tudi boljše ljudje vedeli, poznali Jerneja Molana, ostale padle in da bojo imeli pač spomin, da bojo vedeli, da so bile leta 1991 tudi žrtve.